Hvali Jezu vsem skupaj. Dober večer. Sigurno, da me mnogi poznate, ne? Gospod Martin je rekel, da sem poseben človek. Vsak je poseben in enkraten. Ne si misli, da če ste z določenimi težavami ali problemi ali grehi, da ste drugorazredni. Papež Frančišek pravi, da smo vsi prvorazredni. In jaz sem tudi to prepričan od prvega dne, kar sem tudi duhovnik. Ne? In zato nimam nobenega privilegija, da sem to, kar sem. Ni to naslov, ampak je poslanstvo, služenje, kot je tudi vsakega izmed vas kristjanov, ko vas je Bog poklical, najprej v to življenje, potem pa tudi v skupnost verujočih, v cerkev, vam je dal tudi svoje poslanstvo. Ne? In veliko krat nas prav grehi so tisti, ki nas ovirajo pri tem poslanstvu. Ne? In če ste zadnjič govorili, ali pravzaprav gospod Bog, da ne bi prešli, ne? O čem? Li toliko, da malo Jezus živi. In ste prepričani, da živi? A če ne bi bili tukaj? Hvala Bogu. No, predno začnem s tem, da Jezus resnično živi. Mnogi veste, tudi ko sem prišel prvo leto v Lucijo za župnika, in sicer to je tudi živo pričevanje, da je Jezus živ. Ma pod podobo kruha svete Evharistije. In sicer prvo leto, ko sem prišel v Lucijo, smo tudi takrat se posvetili srcu Jezusa za praznik svete Lucije. In kmalu za tistim, soboto na nedeljo, so vandali vlomili v cerkev lucijsko in iz tabernaklja ukradli veliko hostijo. In še par drugih malih stvari, ki niso tako pomembne. Ampak takrat sem prvič doživel, da Jezus kljub temu, da je skrit pod podobo kruha, da zna pride tudi nazaj. In kaj se je dogodilo? Ne? Ko sem prišel za 8 uro k maši, da bomo mašvali, in normalno je bila cerkev vlomljena in tudi tabernakelj odprt in ukradena velika hostija. In po tistem dogodku je bil to za mene žalostni trenutek v mojem življenju. Niga drugega, kot je bilo to. Takrat sem edinkrat jokal tudi med mašo. In sicer samo z gorečo prošnjo, in sicer Jezus, vem, da si živ prisoten, ampak velikokrat tudi delam z nevero, da po mojih rokah prihajaš na oltar. Velikokrat ne morem dojeti, da si ti res v tem koščku kruha, vendar če si, vrni se nazaj. In kaj se je zgodilo? Pred 10. mašo je prišel strežnik Gregor, še danes živ fant, s to hostijo v rokah. In kaj se je dogodilo? Z mamo sta šla k maši in Gregor je šel čez park tam čez, in je najprej rekel, mama, glej hostje, pobere tisto hostjo. Se pravi, to je to po noči, zimski čas. Ta hostja bi lahko bila uničena, ker je to v travi, vlaga, ampak ta hostja je bila cela. Prinese nazaj in gotovo je bila tista cela iz tabernaklja, ker je imela tudi sledove od lunce. Se pravi, takrat nisem imel moštrance, ker je tabernakelj tako majhen, ampak v neki posebni škatlici, taka velika, ne, da sem samo noter je položil, in potem, ko sem dal moštranca, sem dal lunco in tiste znamenje tudi imela. In ta host je bila nepoškodovana, neumazana, nevlašna, Jezus je prišel nazaj. In takrat sem tudi rekel, ne, vidim, da tvoje besede resnično držijo, da si ti kruh življenja, ki danes tudi zdraviš, da si ti tisti odrešenik, ki si ostal med nami, ki
tudi danes zdraviš in ohraniš pri življenju mnoge ljudi vseh časov in rodov. No in ta čudež se potem ni končal samo tukaj, ta isti Gregor je potem, kar bilo 14 dni, ne vem koliko časa zatisnjen, tega se nisem zapomnil, ko je šel od Veruka, je šel s kolesom in priletel v avto, ga je vrlo čez avto in temu Gregorju tudi ni bilo nič. Se pravi, Gregor je posodil Jezusu noge, da je prišel nazaj v cirkev, Jezus je tudi ohranil temu fantu življenje brez poškodb. To je bilo prvo izmed velikih znamen, ki me je nagovorilo in me še danes nagovarja in velikokrat tudi otrokom povem, staršem povem, vsem povem, ker se mi zdi, da se kristjani premalo zavedamo tako velikega daru ali bogatstva, ki ga nam Bog daje danes, da je z nami vsak dan, da ga lahko gledamo, da se z njim pogovarjamo, še več, da se lahko z njim hranimo. Da je ta tisti, ki nas tudi danes ozdravlja, osvobaja, odrešuje. Tisto, kar je nujno potrebno za to, da dosežem cilj večnega življenja, večno srečo. In Evharistija tudi res predokus te sreče, ki nam jo Bog tudi pripravlja za večnost. In seveda, to Evharistijo pa mora tudi vredno prijemati. Zdaj pa grem na to naše skupno razmišljanje za tretje vaše skupno srečanje. Ko sem Danila vprašal, da mi ne pošljete liste, kaj ne bi tudi govoril, lahko bi govoril ne vem koliko vsega, ampak čas je zmerno omejen. To se pravi, kako cajta moram... Ne, to moramo... To nas smemo reči, da je nedogled, ker tudi koncentracija pade, tudi vsega ne moramo povedati. Bistvo je res to, da določene stvari vzamemo kot veselo oznanilo. Evangelik je veselo oznanilo. In zato bom tudi najprej začel besedami iz Svetega pisma po Luku, ker smo v letu Božjega usmiljenja, je prav tudi, da poslušamo njegove besede, prav to, kar se je tudi dogodilo, ko je Jezus prvič od svojo domačo nazareško shodnico in tam so mu dali tudi zvitek preroka Izaija, ga je odprl in bral in kaj se je takrat tudi razodelo. Takole je bral iz preroka Izaija. Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazil, da ponesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatiranja na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. In na to je zvitek zvil, ga vrnil služavniku in sedel. Oči vseh v shodnici so bile uprte van in začel jim govoriti: danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. In res z Jezusovim javnim nastopom se je začelo tudi uresničevati to, kar so celotno staro zavezo od prvega greha ljudje pričakovali, odrešenje. In to je globoko v vsakem človeku, hrepenenje po odrešenju. S to razliko, da mnogi ljudje danes sploh ne vejo, kaj je tisto, kar jim manjka. Ampak v bistvu je vedno to, da bi me Bog odrešil. Bog je postal človek samo zaradi tega, da me odreši, osvobodi, ozdravi, naredi res svobodnega Božjega otroka. To ne more narediti noben zdravnik, noben psihiater ali psiholog, še manj pa mnogi samoklicani današnji zdravilci in pomočniki in terapevti, ki se danes
oznanjajo, da lahko ljudje pomagajo. In to se je začelo z Jezusom Kristusom. In že takrat, če ste bili pozorni, je nakazano, da je tu Gospodov nad njim. Se pravi, res je, da je učlovečeni Božji sin, ampak v moči Svetega Duha je tudi postal človek in v moči Svetega Duha je tudi začel svoje poslanstvo. In v moči Svetega Duha je tudi delal vsa znamenja in čudeže in v moči Svetega Duha je tudi govoril in oznanjal to, kar je bilo potreba za takratne ljudi. In kar je tudi ostalo nam v njegovi cerkvi. Se pravi, ni to odrešenje se z Jezusom Kristusom zaključilo, ampak se nadaljuje in se bo nadaljevalo do konca časa, dokler bo človeštvo, dokler bo Božja volja, dokler bo Bog tudi držal ta svet v rokah. Mislim, da je vedno v moči Svetega Duha, da Bog dela vse novo, vse preustvarja, kar je tudi zapisal apostol Janez v knjigi Razodetje, glej, vse delam novo. In to razodetje se lahko tudi uresničuje vsakemu izmed nas kristijanov. Zakaj? Ker smo tudi mi bili v moči Svetega Duha krščeni, postali smo Božji otroci. Takrat se je začelo tudi to odrešenje. No in če pogledamo malo zgodovino, tukaj predstavlja tudi določene stvari ali pričevanja, tako apostola Petra, tako apostola Janeza, potem apostola Pavla, čeprav ni bil Jezusov učenec, kako se to uresničuje. Je res? In bi lahko rekel, da take pričevalce v moči Svetega Duha Bog nenehoma obuja, kliče, da ljudje spregovorijo o tem, da Bog tudi danes odrešuje. Da je Jezus Kristus edini odrešenik. Da ni izven cerkve ali izven vsakdanjega življenja nikogar razen Jezus Kristus, ki odrešuje. In zakaj so prvi kristjani in tudi naši predniki vse povsod pisali, tudi na portonih, na vratih, so vedno napisali IHS. Da se premalo zavedamo, kaj to pomeni. Jezus Kristus soter, Jezus Kristus odrešenik. Se pravi, da so res imeli stalno pred očmi, da jih niso zvabili magi in vsi mogoči vabljivi ljudje, ki jim je šlo bolj za zaslužek, za to, da bodo ljudi ocigalili in pripeljali ženje čez vode. Res je, da moram imeti stalno pred očmi. Kako bom imel stalno pred očmi? Velikokrat si moram tudi zapisati določene stvari. In šele, ko si jih zapišem, se mi bodo zapisali tudi v moj spomin, v mojo podzavest, bom to nosil v sebi. In to bo potem tudi delovalo, da ne bom imel potem tudi teh odklonov, da bi nasedal raznim krivim prerokom, ki me vabijo, da je odrešenje izven cerkve. No in če se zdaj vrnem nazaj na to Petrovo oznanjevanje, vemo, da po Jezusovem križanju in potem tudi po njegovem ustajenju so bili učenci polni strahu, negotovosti in hkrati tudi zavestjo krivde. Zakaj krivde? Ker so zamočili tisti najbolj usodni trenutek, ko je bil za Jezusa, so ga zatajili, so ga zapustili, so šli stran od njega, in to jih je tiščalo. To jim ni dalo tiste prave svobode. In zato so, ker niso bili resnično svobodni, so se tudi zapirali pred ljudmi. So se zapirali.
malo tudi res iz strahu, da se ne bi zgodilo z njimi tako, kar se je zgodilo z Jezusom, malo pa res samo zaradi tega, ker jih je ta vest grizla. To delamo tudi mi danes. Dokler Jezus ne odreši določenih grehov v mojem življenju, se skrivamo. Tudi Adam in Eva sta se skrila po grehu, ker jih je bilo sram. No in kaj se je potem zgodilo? Jezus res, da se je prikazoval in je skušal s tem in jim je utrjeval vero, da resnično živi. Vendar še vedno niso bili pripravljeni. Zato je potem tudi rekel, prejeli boste moč zgoraj in boste moje priče. In seveda jih je povabil, vztrajajte v molitvi 9 dni. In res so potem vztrajali 9 dni v pričakovanju tega svetega duha. Da so potem lahko tudi na binkošni praznik svobodni, polni samozavesti, tudi osvobojeni greha, zatajitve ali zapustitve Jezusa v določenem trenutku tudi šli na ulice Jeruzalema in oznanjali. Jezus resnično živi. Petru takrat ni bilo več težko povedati, da ste vi Judje Jezusa usmrtili, to, da Boga je obudil 3. dan. Čemur smo mi priče? A smo mi danes priče, da Jezus živi? Ja, tukaj. A tudi v vsakdanjem življenju. A vam je že kdaj marsikdo rekel, da ste veseli, da ste vedno dobre volje? Veste, to je zelo pomembno. Jaz marsikdaj rečem, jaz ne smem biti slabe volje. Ne smem biti slabe volje. No, zakaj ne smem? Ker imam injekcije, da me zmeraj drži gore. Jezus, ki deluje po svetem duhu, po zakramentih. Seveda, si lahko slabe volje zaradi počutja ali zaradi krivic, ki se dogajajo, ali zaradi trpljenja, ki jih doživljajo ljudje. Ampak končno je sveti duh tudi tisto, ki okrepi moje vero, da znam tudi v takih težkih trenutkih prepoznavati to Božje delovanje. Jaz se v bistvu vsak dan srečujem z boleznimi. Jaz nisem samo par let bolniških korakov. Jaz hodim, odkar sem duhovnik, v bolnico. In se srečujem s tem redno. Bi rekel, koliko gorja. In vendar moramo gledati vedno s tem velikonočnim upanjem, da zremo, da za vsako boleznijo prihaja tudi stajenje odrešenja. No in Peter in Janez, ko sta nekoč šla ob 9. uri v tempelj molit, sta tam srečala človeka, ki je prosil Boga ime. To Boga ime je bilo drugotnega pomena. Ni imel ta človek dostojanstva, ker je bil na robu družbe. Greh, bolezen, trpljenje nas naredi kot druge razrede. Zato tudi papež Frančišek pravi, da smo vsi prvorazredni, ker smo vsi poklicani po svetem duhu tudi temu, da smo Božje otroci. Mi moramo samo tega se v resnici zavesti ali tudi zaživeti iz tega. Zaživimo pa res iz tega, ko molimo, ko beremo svetopismo, ko prejemamo zakramente, ko delamo tudi telesne duhovno delo usmiljenja. Takrat tudi v polnosti tudi živimo. No in one dva sta potem, temu človeku je Peter rekel, zlata in srebra, nimam kar pa ti dam, v imenu Jezusa Kristusa ti reče, vstani in hodi. In ta je skočil in začel hvaliti Boga. To res apostolska dela se jih splača prebrati, ker vsa govorijo tudi o tem, kaj se je dogajalo prvim kristjanom, pa tudi apostolom v moči svetega duha. In od prve cerkve se vsi učimo, ker so se res po njih dogajala velika znamenja in čudeži.
In namen tudi tega seminarja ali seminarja za izlitje svetega duha je tudi v bistvu, da bi zaživeli ta dar, ki smo ga prejeli pri svetem krstu in še v polni meri pri verni, ampak se ta dar vedno znova poživlja pri vsaki sveti spovedi. Sveta spoved smo v letu usmiljenja, kar nas Cerkev še na poseben način vabi, da bi zaživeli iz tega zakramenta. Ker Jezus, ko je na velikonočno jutro vstal in se prikazal prvič apostolom in ni rekel nič drugega kot mir vam bodi, odpuščeno je, ne se bavite. In potem še več, prejmite svetega duha. Komor greha odpustite, so jim odpuščeni, komor jih zadržite, so jim zadržani. To je največ. To je največ. In jaz vedno ponavljam vsem ljudem, da Jezusa Boga ne žalimo s tem, da grešimo. Mi njega ne žalimo s tem, da grešimo. Ker on računa z našimi grehi, našo človeško naravo. Se ravno zaradi tega je vzel človeško naravo nase, pa mi žalimo njega, ker mu ne damo svoje greho, ker mu ne damo svojega ranjenega srca, ker zaradi tega je postal človek. Ker zaradi tega nam daje tudi svojega duha, da ta sveti duh očisti, izžge, ozdravi, odreši to, kar je tudi greh povzročil. To je največja bolečina Jezusa Krista. Ali to je tudi sporočilo Božjega usmiljenja, da ne bi obupovali nad tem največjim darom, ki ga nam Bog daje. In leto Božjega usmiljenja je predvsem v tem, tudi, da smo potem solidarni in dobri, odprti do drugih, ampak najprej, da če sem jaz doživel to Božje usmiljenje, to odpuščanje, to svobodo, sem tudi popolnoma drugačnimi očmi gledal bližnje. Popolnoma drugačni. Zakaj, ne? Zopet povem iz svoje izkušnje, vmes tudi vključujem svoje pričevanje ali to, kar je tudi mene nagovorilo. Danes predno sem prišel dol, sem tudi šel na pregled za želodec in notranje organe, zakaj, ker jaz sem bil 91. leta sem se tudi zdravil za rano na 12 tedni, ko mi je počela žila in vse to. In to se pravi, to je kronična bolezen in tudi potem sem dolgo šel cerozni kolitis, zopet notranjih organov. Ja, jaz sem bil navajen, ker nas je mama navadila, da smo opravljali 9 prvih petkov spoved. In seveda smo tudi to, mi je prišlo pri mesečna spoved, jaz si ne znam predstavljati svojega življenja. Ampak vem, da sem potem kot bogoslovc, pa tudi še kot duhovnik sem to opravljal. Tako, in sem tudi mislil, da če opravim spoved, ker tako pri nekomu, ali tudi pri nekomu, da me ne pozna, tudi da bom malo skriv ali pa drugače povedal, da je to vse isto. A ne, ni isto. Če jaz Jezusu ne pokažem, kaj me boli, ali kaj je vzrok, on ne more tega ozdraviti. In dokler se jaz nisem začel tega spovedovati, realno kot je, se pravi, vsak greh je človeški, ni ga greha, zdaj si pa po duhovnik ne vem, kaj misli, ne kaj še sam, se smo mi še večje reveži, kot marsikdo izmed vas. Ravno tako smo, vsak greh je za tistega človeka nekaj najbolj težkega. In to se pravi, vsak duhovnik, in tudi jaz sem zmeraj vesel, ko se človek lahko izpovede, pove tisto, kar v resnici teži. Ker to je tudi znamenje, da Jezusu pokažem, tu me boli, to je potrebno, da ozdraviš, to je potrebno, da odrešiš. No in res je, ko sem se začel na takšen način spovedovati, so tudi bolezni odhajali.
20 letih, želodec je zrozfrajen. No, jaz zopet poudarjam tu, jaz ne grem spovedi, ker sem ne vem koliko grešil. Zdaj res hodim tudi spovedi zaradi tega, ker sem egzorcist in zaradi preventive ali tudi, če nisem jaz kanal za to Božjo milost, hitro lahko kaj tudi sam dobiš. V bistvu grem res bolj zaradi tega, pravim, da grem spovedi, ker mi začnejo ljudje jeti na živce. Ker jaz ljudi vas ne moram spremeniti, jaz nisem odrešenih vas. Ne. Jaz lahko spremenim samo sebe ali dopustim, da me Bog spremeni, da me Bog spreminja, da me Bog pozdravlja. Zapravi, da mi vrne tisti notranji mir. In to bom jaz potem tudi oddajal od sebe. Ljudem to sporočam. In jaz vem, da sem še v Luciji, še koliko let sem se s tem boril, nekaj sem zmer mislil, da če bomo malo zavili, da bo to isto. Nema, ni to isto, da greh te od znotraj razjeta. In potem tudi udaril ga. In zdaj danes res lahko rečem, da jaz potrebujem spovedi skor vsak teden. Pa ne zaradi tega, ker se ljudje dobili tečni. Ampak ker sem grešni. Ker vem, da gre sta sveta Euharistija in sveta spoved z roko v roki. Predno je šel Jezus v smrti postavil zaklament svete Euharistije, takoj po vstajenju je postavil zaklament svete spovedi. In podobo Božjega usmerjenja in te žarki pomenijo res to, ne? Kri in voda. Voda, ki očiščuje moje grehe in kri, ki mi daje življenje, Euharistija. To je infuzija. To je zdravje. In če pogledamo tudi določene čudeže, ki jih je Jezus stvoril, je ponavadi zmerno prej odpuščal grehe, šele potem je ozdravil določeno bolezen. In zopet, jaz sem zelo previden pri tistih čudežih, ki se na hitro dogodijo. Seveda, marsikdaj Bog tudi to dopusti ali naredi, ampak z določenim sporočilom. Ampak Bog s tem, ko ozdravlja, tudi hoče, da mi zrastemo v tem zaupanju, v tej ljubezni, v tem usmerjenju do njega. In če smo zrasli v tem odnosu do njega, bomo zrasli tudi v odnosu do svojega bližnjega, do tistega, s katerim živim ali s katerim delam. Da ne bom stresal svoje slabo voljo. Ne. Zato pa imam Jezusa, ne. Zato pa je spovednica, da grem v tisto kabino in tam spustim se tu ven. To je bistvo tudi tega. Ne. Potem, če pogledamo naprej, ne, tudi Janez, učenec, ki ga Jezus najbolj imel rad, ki je slonil na njegovih prsih pri zadnji večeri in ki je bil tudi pod križem, ko je dejansko res v polnosti doživel, kdo je Jezus Kristus, da je odrešenik. Zato je potem tudi zapisal te zelo pomenljive besede. Ne? Potem spoznamo, da živimo v Bogu in On v nas. Dal nam je od svojega duha. In mi smo gledali, zato pričujemo, da je Oče poslal Sina za odrešenika sveta. Zapravi, celotno svoje življenje, ko je Janez spremljal Jezusa, je to gledal in spoznal. Da Jezus ni delal nič svoje volje, ampak vedno izpolnjeval voljo svojega Očeta, vendar v moči Svetega Duha. In zato dostavlja tudi, piše vam otroci, zaradi njegovega imena so vam grehi odpuščeni. Pri spovedi je vedno in jaz te odvežem tvoje grehe v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha v znamenje Svete Trojice. Potem tudi apostol Pavel, ne? Čeprav ni bil spremljevalec Jezusa Kristusa, njegov učenec, ki je bil v začetku njegov preganjalec, pravzaprav njegovih učencev, je gorel za očetne izročila, je šel in res delal na klepe,
da bi čim več kristijanov umoril, vendar ga je Jezus presenetil. Ga je vrgel s konja, na to, da ga je vrgel s konja, je v bistvu to, da mu je dal začutiti, kdo v resnici je. Kdo v resnici je, da je ljubljen Božji otrok. In, gledajte, če se mi določeno težka stvar dogodi v življenju, je vedno sporočilo, da sem ljubljen Božji otrok, Božja hči, Božji sin. Takrat je težko to razumeti, ne? Jaz sem prepričan, ker vidim tudi, tu je milost in zopet ta milost prihaja po Svetem Duhu, ki mi daje spoznati, da je res to. No in apostol Pavel je res doživel tudi to Božje odpuščanje, da je ljubljen, je lahko potem zapisal to, kar zopet tukaj navaja. Ne? Razodela se namreč Božja milost, ki prinaša zveličenje vsem ljudem. Uči nas, da se odpovemo brezbožnosti in posvetnim željam, ter trezno, pravično in pobožno živimo v sedanjem času, ko pričakujemo, da se bo resničilo blaženo upanje in razodelo veličanstvo velikega Boga in našega odrešenika Jezusa Kristusa. Vejte, ne more Bog Jezus Kristus delati velika znamenja, če se jaz prej določenim razvadam ali načinom življenja ne odpovem. Če se jaz ne odpovem. In kako se odpovem? Ja, najbolj enostavno je res ta pot svete spovedi. Kot egzorcist vedno pravim, če ima nekdo določene težave, vedno rečem, najprej se pripravi za spoved. Potem bova gradila naprej. Ker je spoved tudi mali egzorcizem. Zakaj je potem veliki egzorcizem, da moli duhovnik molitve na obsedenju? Samo zaradi tega, ker je tam že res popolna obsedenost. In to pa lahko takoj človek razodene ali pokaže svojim življenjem, ali je obseden, ali je pa samo zasvojen, ali da ga hudič drži v krempljah. Ker velikokrat je greh tisti, ki nas drži. Ne? In če je greh v mojem življenju, na tistem delu tudi hudič sedi. Zapravi, če se jaz določenih stvari nisem spovedal, so še vedno v mojem srcu. In na tistem koščku srca, tam na tistem grehu hudiček sedi, ko reče, to je moje. To je moje. Na drugem je pa tam angelček. In tisti angelček, veste, kako so angelčki previdni dobri? Ja prav, če tam je tisti partnerček, pa ne sedi še naprej. Bom čakal, ko se boš ti odpovedal temu, potem bo tudi to rešeno. In tukaj je res, da se moram najprej temu odpovedati. In če so take stvari, tako je tudi začutim, da rečem, pripravi se najprej na spoved. Ko pa vidim, da je res tukaj tudi gre za dejansko obsedenost, potem pa ne gre drugega, ne, ponavadi, da res začutim tudi, kot človek, kad določene stvari tukaj pove, da mu podelim bolniško maziljenje in potem vem, da moram tudi naprej moliti egzorcizem. Da mu pomagam, da lahko pride tudi do sakramenta svete spovedi, da zaživi tistega sakramenta. Ker egzorcizem ni enkratno dejanje. Ne? V evangeljih so res, da so napisani taki dogodki. Ne? Ampak evangelij je tu strnjena oblika. So napisane res bistvene stvari. Ampak sem prepričan, da so tudi določeni ljudje imeli še težave tukaj. Ker sem prepričan, da tudi isti ljudje, ki jih je Jezus tudi oddravo osvobodil, so tudi kričali
na veliki petek, križanaj bo. Ja. Ampak so napisani res zaradi tega, ne, da tudi hkrati nam sporočajo, da Bog kar osvobodi, odreši popolno. Ampak moram zopet narediti neko pot. Kot recimo, ko so prišli 10 bobovcev, usmili se nas in jih je potem rekel, pojdite in se pokažite duhovniku. To se pravi, ta pot po nazaj je tudi to pot, ki jaz moram prehoditi skupaj z Jezusom, da me lahko tudi osvobodi, odreši. Ne? To vas hočem tudi spodbuditi. Ne, da bomo zdaj, smo naredili seminar za Litje Svetega Duha in smo doživeli ta Božji dotik. Pa pride potem realnost, ko moram jaz res vsak dan živeti iz teh zakramentov. Se pravi, naredim to pot in sem prepričan, da me Bog tudi dokončno potem lahko osvobodi, odreši in ozdravi. In potem lahko rečeš še ne, lepo je biti s tabo, Jezus. Kaj mi pomaga, se ti skrbi za moje življenje in vedno postaviš na pravo mesto. Ne? In potem sem prepričan, da me tudi na to pripravljam, da se potem lahko odločim in rečem, da jaz, Jezus, s tabo sem tudi pripravljen trpeti. Ma dokler nisem jaz tega duhovno zrel, da sem pripravljen tudi za njega trpeti, Jezus absolutno ne želi mojega trpljenja. Da ne želi. Bog me želi svobodnega, odrešenega, veselega. In šele potem, ko me tudi pripelje do tega, ko mi da svojega duha in milost, da sem toliko duhovni zrel, potem pa tudi rečem, sveti, ki so tudi na takšen način prišli do tega poslanstva. Jih je tudi Bog v moči Svetega Duha okrepil, da so potem tudi za njega trpeli. In normalno, da tudi mi, ko nas določene preizkušnje, trpljenje, bolezen zadene, res lahko rečemo, tu samo v moči Svetega Duha naj se tudi tvoja volja, tebi darujem to, naj bo tebi podarjeno, izročam tebi. Ampak v notranjosti se še zbiram, želimo, da bi bili rešeni, osvobojeni. To je res, ne? No in kaj je bistvo odrešenja, ne? Odrešenje se je začelo pri svetem krstu, pri vsakemu človeku. Pri vsakem človeku. Tukaj zdaj ne bi razgledalo, ne? Ker nimamo samo krst vode, ki ga imamo v cerkvi, tudi krst želja in krst krvi, po katerem tudi Bog odrešuje. Se bomo dotaknili tega krsta vode, ki ga smo ga mi prijeli. In sicer takrat se to seme vročično zrno v našem življenju začelo rasti. In se razbohoti, če jaz to dopustim. In sicer, če živim iz zakramenta Svete Euharistije, svete spovedi. Tu potem raste in me Bog tudi po teh zakramentih odrešuje in sem prepričan, da me bo tudi končno sprejel v večnost svojim milim. In tukaj nas dela on svobodne Božje otroke. Tukaj nas dela on svobodne Božje otroke. Zato ne se tega bati, da boste postali preveč pobožni ali da boste postali fanatiki za ta svet ali da vas bodo ljudje čudno gledali. Nič vas ne bodo čudno gledali, ker jaz vidim, jaz sem še zmeram Janez in še vedno hodim v lokal tam, ki sem pijančno, ki preklinjajo, ma svete krat, ko pridem tam, ne preklinjajo. In mi veliko krat reče, da če pride tam, no vi ste zmerno z dobre volje, kako ste zmerno dobre volje? Ja, pridi z mano. Pridi z mano. Ja, to pa se jaz sem tudi veren pa pobožen. Ma kaj se bojiš? A sem jaz kaj še drugače, se jaz isto s tabo popijem en dec.
Pa jaz isto s tabo lahko tudi pokadim en cigaret. Se jaz pravim, jaz lahko delam vse, kar mi ponuje ta svet, ampak jaz sem ugotovil, da mi te stvari ne prinašajo srečo, mi ne prinašajo svobode. Jaz lahko rečem, po 3 kozarcih dovolj je. Ti ne moreš tega reči. Ampak to ne delam jaz v svoji moči. Ja, ti si se natreniral. Ja, če si bi jaz treniral. In vidim, ne? In kako so ljudje pri teh stvarih previdni, pridejo okrog. Pridejo okrog. In si tudi ljudje povejo. Recimo, tudi primer. Jaz že toliko let hodim telovaditi. Malo zaradi zdravja, malo zaradi tega, ker skrbim za svoje telo, ker je tempelj Svetega Duha. Zdaj pravi, ni stvar samo v tem, da jaz skrbim za svojo dušo, ampak moram skrbeti tudi za svoje telo. Bodi si s hrano, bodi si z rekreacijo, bodi si tudi s prostitvijo takšno, da gre stresi manj z mene. No, ker tudi zopet, ne, danes so mnogi ljudje s tem obsedeni svojim telesom. In dobiti pravo mero vsega tega je tudi zopet delo Svetega Duha. Delo Svetega Duha. Ampak to mi ne odkriva nekdo iz interneta. Tam z interneta te še kvečen še zapelje. Ampak to ti Bog razodeva po Svetem Duhu, ker mi hoče dobro. No in ker hodim, ne, in velikokrat nikoli jaz ne povem tam, kdo sem, ampak si ljudje kar avtomatsko povejo in te potem tudi vprašajo, ne, a lahko vas nekaj vprašam, tako na previdno. Ne. Ampak to je res tisto, ne, kar lahko sporočaš. In smo poklicani, da sredi vsakdanjega sveta pričujemo, da Jezus odrešuje. In so mi mnogi tudi rekli, zakaj vi nimate na internetni strani napisano, da ste vi eksorcist? Jaz ne rabim na reklame. Ne rabimo reklame kristjana. Se končno Jezus kliče, Jezus vabi in nagovarja. Se pravi, nikoli ne nobena stvar naključna, da smo prišli danes skupaj, da ste prav vi tukaj. Ne. Ja, zato tega, ker vas kliče k tej prvotni svetosti, da poživite Svetega Duha, ki je v vas po polaganju rok. To je. In res je, ne, zdaj ne bi našteval vse tiste stvari, čudeže, ki jih je Jezus naredil, ker sem jih že mnogo noter tudi utkal. Od tega, da je ozdravljal razne bolezni, potem odpuščal grehe, ne, so 3 najlepše prilike Božjega usmiljenja o izgubljenem sinu ali usmiljenem očetu, potem izgubljena ovca, izgubljena drahma, ne. To so ene najlepših stvari. Potem imamo res čudeže, kjer Bog tudi poskrbi, da ima človek v izobilju, kot položitev kruha v puščavi, ne. Če sem jaz z Jezusom, mi daje tudi, kar potrebuje za telo in duha. In potem seveda so tudi čudeži obujenja, Lazarja, potem mladeniče iz najma, Jairovo hčer. 3. Seveda so one 2 še, no vse ti 3 je ponovno umrli, če ne bi mi danes živi na tem svetu, ampak so umrli za ta svet. Ampak te čudeži res razodevajo, da koliko je danes ljudi mrtvih zaradi greha. Greh je tisti, ki človeku jemlje življenje. Potem je tukaj pa res tudi opisani so dogodke, neko Jezus izganja hude duhove, ne, ali osvobaja razne ujetosti v življenju. Ne. In res danes bi moral biti tudi z mano en mlad fant, ki je že tudi mi pričeval, ima
ima danes 20 let, ki je imel eno zelo težko izkušnjo. Nisem ga moral pripeljati s sabo, ker jaz danes tukaj prenočim, ker jutri bomo tudi na škofiji sestanek, tako da takrat bi moral nazaj hoditi. Tudi je tako. Ampak je zelo zgovorna njegova zgodba. Sicer kot vsak mlad človek je naredil vse zakramenti, starši so verni. So verni, ne, tako v Bukvari, če bi rekel, da niso verni, ali zapojemo na pesem vmes. Kar naprej. So verni v Bukvari, če bi rekel, da niso verni. In ta fant je hodil v gostinsko šolo v Šempetru. In ko sem jaz prišel v Šempeter, je on hodil 3. letnik in zelo lep, privlačen fant. In vem, ko je prišel z avtobusa, ne, jaz sem to gledal, sem zmeraj hodil Jezusa zjutraj pozdravljati in sem videl tudi tega fanta, ne, kako so se leple punce na njega. In seveda je prišla prva praksa in tudi letnika potem ni zdelal, ni več naredil, ampak še vedno potem šel in delal v hotelu Park kot kuhar. In seveda starši misliš, da on dela do 4 po noči, v resnici on dela do 11. zvečer in od 11. zvečer do 4 po noči sem imel Gozul Panovc, Hudičeve maše. Prav dejansko. Tisto, kar je razlagal, kar je bilo, ti sploh ne bi moral verjeti. Dokler ga ni to do tega pripeljalo, da ni moral več čez dan funkcionirati. In kakor je prišla noč, je postajal agresiven in je začel tekst, tudi starše, biti nasilen, in hkrati tudi začel spuščati neke glasove. In ti starši so ga prva stvar peljali psihiatru. In ti psihiatri so rekli, ja, zavidri, zmešalo se mu je, ne. Ja, droga je tudi to kriva, ne. Res je, ne, da so tudi kakšno travo pokadili, pa da so tudi propili, ne, ampak ni bilo to toliko, ne. No in na konci je bil tudi v Idri, ampak še zmeraj so te izpadi sledili, ni več hodil delati in se ga starši imeli potem doma. In po tem glas gor dol, ne vem, kako so prišli potem starši, da jaz nikoli ne sprašujem, kako je dal številko in to, da so ga pripeljali. In prvi dogodek, ki je bil, ne, res tak, da pa sem takoj, da sem mu podelil bolniško materijo, da začelo tudi tresti, potem tudi začel glasove spuščati, ne. No in res je potem, da so bili 8krat ali 9krat, da smo izvajali ta egzorcizem. In šele po 3. se je prvič potem tudi fant lahko spovedal, da je priznal določene stvari, da se je tudi tem grehom odpovedal. Od razvratnega spolnega življenja, od tega, da je tudi popival in zaradi tega so potem tudi kradli, in hkrati tudi delali sakrilegi ali poniževali Sveto Evharistijo. In kje so dobili Evharistijo? Tudi iz ene cerkve. Tudi iz ene cerkve, na Goriškem. To je težka stvar, ne? In vendar se ga je Bog usmilil, no je Bog odpustil. In en njegov prijatelj, veste, da je bil tam na Kamnem, ki je bil tisti Batagel, ki je naredil samomor. To je bil eden izmed njegovih prijatelj, pa so tudi hodili v Ospanec. In on, da ne samo to govori, kako je Bog dober, da se je mene usmilil, kako da je ravno mene tukaj obvaroval. Tega mojega prijatelja pa je pripeljala v smrt, to dejanje. In potem zdaj tudi, ko hodi, če ste še prav včeraj me ponovno klical, ker je naredil vse
vse izpite nazaj in da je končal letnik, je tudi potem začel delati izpit za avto in vse, prej se ga zmeraj starši vozili, ni nikoli, da bi rekel, tudi starši niso opazili, da se z njim to dogaja, ki se hodili iskat. Veste, kako so starši veliko krat slepi. Samo da je toliko utrujen. Pa niso niti vprašali, kaj veste. In potem sem tudi rekel, da kot pri vsakem narkomanu, če boste hočete, da Bog njemu pomaga, morate tudi vi ponovno zaživeti zakramentom. Da začnete redno voditi nedeljski maši in mesečni spovedi. Ker to, kar je vaš greh, je prišel tudi do vašega otroka. Ker duhovne bolezni se tudi dedujejo, greh se tudi deduje. Ne? In če starši tega niso se odrekli, ali se spovedem ne odrečejo, gre tu naprej. Gre tu naprej. In danes pravi, ne znam si predstavljati več, da ne bi več živel brez Jezusa. Sem vprašal, ker ni nič več strah, da bi tista klapa te ponovno zvabila ali pa da ti bi kaj naredili. Pravi, ne, me ni strah. Me ni strah. Ker mnogo krat je tudi to, da nek narkoman po tokem cajtu ga lahko tudi družba potekne. Ja rekel, dej, lahko, ampak kakor hitro ne boš opravljal spovedi in mu zopet ponavljal, ni najslabše grešiti. Slabše je to, da si se ti navadil na greh in da s tem grehom živiš. In ta greh te bo zopet uslužil, pravzaprav te bo hudič dobil svoje kremlje in te bo vlekel. Se pravi, so stvari, so tudi negativne stvari. Kot ni prav, da mnogi danes govorijo, da hudiča ni, tudi ni prav, da bi ga non-stop imenovali. Ali da bi se tudi kar tako odpovedoval. Vete, res je, da je tudi papež Pij 12. tistega molitev sveti Nadangel Mihael upravil, da je to kot bratna molitev zoper zalezovanje hudega duha. Res je, da ko imam skušnjave, da tudi to molitev lahko zmolim. Ampak jaz pravim, najboljše orožje proti hudiču je rožnje. Najboljše. Ga ni druge stvari. To se pravi, če imam jaz skušnjave, če bom jaz zares molil rožnje vene, sem mislil na skrivnosti, ni šans, da ne hudič vedno. Ni šans. Je isto kot, da se hudič opača. Kot je zdaj v tej zadnji knjigi Amor napisal, da hudiča najbolj načuješ s tem, da se tudi iz njega norca delaš. In norca se delaš res s tem, da nimaš šans. Bog je močnejši. Tudi hudič mi hoče z raznimi skušnjavami ali tudi mi vrača določene slike iz mojega preteklega življenja. Normalno, to so skušnjave, jih imam tudi jaz, ampak če je Jezus na mojem srcu ali v mojih mislih, je to res trenutek, pa zopet vem, da sem jaz z Jezusom. Zato ne si mislite, da ima potem hudič kar tako moč. Nobene moči nima. Kaj je v bistvu hudiča? Hudič je na kedni. Hudič je zvezan. Jezus je na križu hudiča zvezan na kedno. In zdaj, daj nas pes ugrizne. Pridemo preveč zraven. In kdaj pridemo hudiču preveč zraven? Direktno, pridemo če zraven. In našal se. In nas potegne. In nas veže svoje ketlo.
in nismo več svobodni. Nobene moči nima hudič. In zopet to, ko mnogi reče, ja, sem pod urokom, pa ne vem, kaj se te stvari, mi nekdo nekaj čara, tudi pride mnogi, dotike, potem bi prvi mene nekdo lahko, ker vlečem iz kremplja v hudiče ljudi. Jaz vem, da če živim v posvečenosti milosti, da se to trudim, mi Bog tudi daje svojega duha, da lahko živim v polnosti svoje duhovništvo ali svoje krščansko poslanstvo. To ne se pa hudiče, tudi prvič, ko sem doživel, da so trije morali držati eno ženo, se mnogi poznate, nekaj potem pobehnilo. Je bilo toliko časa dobro, potem, če ni živelo iz sakramentov, hudič je zopet. Če prvič hudič in vedno opozorim tudi to ljudje. Bog te osvobodi, vendar ko hudič vidi, da je tvoja hiša pometena, bo vzel še 7 drugih, še veljačih. In kaj bom jaz, na kakšen način bom jaz odgovoril 4 od 7 vojaki naproti mojemu življenju? Kaj ne naredim? Imamo tudi mi dovolj samo 5 stvari. Evharistija, spoved, svetopismo, Božja beseda, molitev, dobra dela, telesna in duhovna dela usmerjena, katera tudi vključen post. So tu žrtve. Jezus je marsikdaj grajal tudi ta post Hipokrati, ki se razumne postite, ampak je bolj dejavno tudi miloščina ali telesna in duhovna dela usmerjena. Tukaj se pokaže moja dejavna ljubezen. Meni je lahko se povedati, cel dan ne jaz, še manj stroško imam, pa ni potreba skrbeti, da došel. Pa tudi kruh danes jaz, pa čeprav Marija velikokrat priporoča post ob kruhu in vodi, mene tukaj Marija ne prepriča. Je veliko bolj težje delati telesne in duhovna dela v smerjenju. Se pravi, sprejemati ljudi takšne, kakršni so. Veliko bolj težje. Ker kruh je danes zelo dober. In voda tudi. Jaz takoj pošlišem do tak post. Takoj. Tako, lahko še kakšno vprašanje tudi. Ker boljše, da razjasnim. Prosim. Kako? Ja. Ja, draga moja, če Adam in Eva ne bi grešila, to bi ne bi. Do 7. kolena, tako je. Ma s tem, ko končno gotoviš, da so tudi moji starši rešili. Jaz sem se tudi s tem ukvarjal. Tu se mi dogaja zaradi tega in tega. Ampak potem, ko ugotoviš, da Bog je dopustil tudi to, da so bili moji starši takšni in takšni. Ampak zakaj? Da jaz doživim tvoje ljubezen, tvoje usmiljenje. Če ni greha, tudi ne morem doživeti tega odrešenja, ampak to praktično ni mogoče. In jaz sem prepričan, da ne si mislite, da zdaj sem pa jaz slaba mama ali slab oče ali pa slaba žena.
Ne. Vsak da tisto, kar ima, delate iz ljubezni, ampak moram pa računati, da je moja človeška narava z grehom ranjena in s tem moram živeti. In s to človeško naravo in s to mi Bog prihaja naproti svojimi zakramenti. Ne si mislite, da tisti, ki ste ločeni in ponovno poročeni, pa da ne morate pristopati do sakramenta svete Evharistije ali spovedi. Vi lahko še zmeraj sprejemate sakrament svetega bolniškega maziljenja. Ga lahko. In ta sakrament nam tudi odpušča grehe. In nam vliva moči za nadaljne življenje. Jaz se tega ne bojim deliti. Tudi raznim psihičnim bolnikom redno to delim. Tudi v bolnici redno to delim. Tudi reče, ja, če se že enkrat ali dvakrat na tem letu prijel, ne bo treba. Ma zakaj? Če si ti malo bolj slab, ne, a mene tukaj stane. Mene nič nastane, če ti podelim bolniško maziljenje. Še več, dopustim, da se te Bog dotakne in se te dotika preko tega sakramenta. In zdaj zopet, če nekdo ne more svetemu obhajilu, prav zdaj pred kratkim mi je nekdo rekel, ne, ma gledajte, če nekdo ne more, ne, ko greste po najsvetejše, da so že vse te tabernakli tako narejeni demonštranca notri, ne. Puste odprt tabernakel, da bojo še tisti, ki ne morejo pristopiti k obhajilu, se lahko srečali z Jezusom, z njegovim pogledom. Tudi ta ozdravlja, tudi ta odrešuje. Spravi smo na isti ravni. Ne si mislite, ne, da zdaj sem pa jaz tukaj kaj prikrajšen. Bog sodi. Ma če pa jaz naredim nekaj, kar je res v skladu z Božjo voljo, to se pravi, da se tudi spovednikom ali duhovnim voditeljem. Duhovni voditelji ima lahko tudi tisti, ki so ločeni, pa lahko hodi, da ga usmerijo. Zdaj je še škofovska konferenca dala, ne, da bi imeli vse, da ni eno zakonsko skupino za ločenje in ponovno poročenje. Da bi imeli tudi oni duhovno spremstvo. Ampak to je res samo zaradi sinode, ki je papež in škofe so imeli, ne, da bi s tem res pokazali, ne, da ni noben padel popoln dol, ne, pa da vsi rabimo. In zato je tudi napisal to, zdaj je okrožnica ta zadnja, radost ljubezni, radost, ki je živimo v odnosih mož. In v tem nam prihaja pomoč Jezusa. Normalno, jaz danes pravim, je hvala Bogu, da je bil moj tata tudi takšen, če ne, jaz danes ne bi spoznal tega. Sej določene preizkušnje mora biti, ampak hkrati mora se tudi navaditi na to, da sem tudi to grešil. Jaz bi tudi marsikdaj rad, ne, kdaj bi šel, da že to mene osvobodil, da bom jaz car. Ma nisem, maš takšo, bi rekli Hrvati. Tako je. Se mora vsak dan znovo boriti. In vem, da to, zato tudi duhovniki veliko krat grešimo, ker nismo na voljo vam ljudem za spoved. Vi mnogo krat si mislite, ne, ja, kaj bom nadlegoval duhovnika, se ima to podruzga dela. Pa se ni treba, da poveš vse štorije. Povej, kratke grehe in gremo dalje. Jaz tudi marsikdaj nimam rad, da bi zdaj tam sem konkreten. To in to me boli, grehim za 100 in se lahko v 2 minutah opravljena spoved. In ne rabi, da mi duhovnik naklada. Ne rabi. Se mi Jezus vidi. Sem prišel povedati Jezusu. Jezus je rekel sveti Faustini, vedi, da se vsakem duhovniku, pa ne bo takšen, da drugačen, skrivam jaz. Spravi, ne rabim jaz, da mi ne vem, kaj razrušil. In jaz pravim, da jaz sem duhovnik samo zaradi spovedi in zaradi Evharistije.
In če zato si nimam cajta, je potem vse zastonj. In vidim, da sem bil v Portorožu, Luciji, sem vedno pol ure prej. No zakaj? Tudi, ko sem videl že domačega župnika v Črnem Vrhu, da je bil vedno v spovednici, pa materje palke prehanja. Tam je bil. Tam je bil. In čakal. Se mi Jana Svijanej tudi ni imel kar takoj ljudi. Ma se ljudje navadili, pa vidijo, pa prihajajo. Še eno vprašanje. Ja, tukaj je te res, ne? Lahko preberem na glas. Lahko. Mislim, da ljudje zavajamo samega sebe, ker nismo resnično pripravljeni na sveto spoved. To je res, ne? Ma, glejte, tudi, kaj je bistvo tudi spovedi? Normalno, da ne boš takoj se povedal. Normalno. Ker tudi se ne boš spomnil. In je najslabše tudi, ko tudi reče, ne, pa dajte me še nekaj vprašati. Ma kaj če vprašati? Glej, se to je delo svetega duha. Ma če bom jaz hodil spovedi, in jaz sem res videl, ko sem začel hoditi spovedi za res, in tudi sveti duh odpiral razum, da sem lahko priznal te in te grehe. Res je, da se moram pripraviti, ampak pripravi se tisto, kar me boli. Ampak potem pridem tudi počasi do korenina tega greha, ne? Ki ni vedno v tem, ne, ja, sem ogovarjala svojo sosedo, ne? Ma korenina je, veste, kje nadaj? Kaj je to, da jaz ogovarjam? Ja. To je absolutno že v tem, da jaz nekoga ogovarjam, ker nisem zadovoljen samim sabo. Ma zakaj jaz nisem zadovoljen samim sabo? Ja, ker nisem ljubljen, ker zavračam to Božjo ljubezen. In prideš res na konci potem, da je moja vera tista, ne, ki me odvrača od tega, da bi bil res v Božjem objemu. In greh ni samo v tem, da sem nekaj narobe naredil, da sem tudi stvari opustil, ki bi jih lahko. Bog se mi daje, ampak če jaz ne pridem do njega, vidite, jaz lahko ogovarjam, na to je, na to ne, pa da se v bistvu nič ne spremeni, ne, jaz vsakokrat lahko rečem, ne, ja, sem opravljala svojo sosedo, ne. Ma v bistvu bom lahko to vedno govoril. Počasi sem prepričan, da bo tudi Bog mi dal svojega duha, da mi bo tudi razodeval okrog tega. Ne? Kaj ti obsojamo, vrednotimo druge, a tega ne bi smeli. S tem smemo sveti spovedi, ampak po njej delujemo enako dalje. Ne? Ja, res je, ne, da se veliko krat tudi to dogaja, da delamo ponovno iste grehe. Normalno, da se tudi določene razvade v našem življenju. Jaz se tudi povedujem redno, da še zmeraj kadim. Ma ne toliko strastno, da ne bi moral reči, da lahko je dan samo eno povedim, lahko pa jih povedim tudi pol škatle. Ma, zdaj zopet bi rekel, ne, ma mi je prav v Trstu en spovednik rekel, ne, da jaz sem tudi to se redno spovedval in enkrat je Bog tukaj odrezal. Je dal pomilost. Ampak zopet, če sem analiziral nazaj, zakaj jaz to delam, ja. Ker še zmeraj nosimo sebi ta kale, ne,
ja, jaz sem pa nekaj večje, ne. Ampak v bistvu nisem nič večje, da sem navadno sera, bi rekli, ne. Tako je. In normalno, da se določenje ponavljajo. Hvala Bogu, se grehe tudi moj križ, ki ga moram vsak dan vzeti in hoditi za Jezusom. In moram poljubiti tudi ta križ. Zakaj mi Bog ne odvzame teh mojih slabosti? Pavel je sam napisal, da ima trdno v peti. In vem velikokrat, da tudi si bi rad poboljšal in sem trdno sklenil, potem sem že spremenil, ne, da nisem več pri kesanju rekel trdno sklenem, da se bom poboljšal. Da sem samo molil, trdno sklenem, da se bom trudil za poboljšanje, ampak pomagam v svojo milost. Ker res nas ta človeška narava presega. Mi mislimo, da imamo samega sebe v kontroli. Ampak dokler smo tukaj, moramo tudi s tem računati. Potem, Jezus je v priliki prešušnice dejal, te še kdo obsoja, zakaj mi v pogovoru vedno nekoga obsojamo, namesto da bi ga navdihovali. Odpustim ti, a ne pozabim. To ni odpuščanje. Dajte, ni to že ne slabega, če jaz določene stvari imam še vedno pred očmi, ko mi je nekdo tu in tu naredil. To je tudi samo znamenje, da sem določene stvari ozavestil. Mi moramo računati tudi na tem, da nismo samo telesna bitja, ne samo duhovna, ampak tudi duševno, psihična. To se pravi, da je tudi v naših podzavesti. In prav je, da vem, da me je ta in ta rano in mi je tu in tu naredil. Ampak odpuščanje v bistvu v tem, jaz se zavedam, kaj si mi ti naredil. Ampak jaz tamo še naprej živim, te imam rad, se s tamo pogovarjam, me pa tu več ne moti. Zakaj ne? Ker sem doživel to Božje odpuščanje in ga potem jaz tudi drugačnimi očmi gledam. In končno tudi odpuščanje ni naše delo. Je Božje delo, je moči Svetega Duha. Še Jezus na križu, ko je umiral, ni prosil ali govoril in molil, odpuščam vsem tem, ki me križajo, ampak je molil, Oče, odpusti in saj ne vedo, kaj delajo. S tem je tudi Jezus pokazal, da tudi jaz vsakokrat, tudi ko se spomnim, da me ta ranil prizadel, da rečem v svojih mislih, Jezus odpusti, se res ne vedo, kaj dela. Se res mnogokrat ljudje ne vemo, se smo zatemnjeni, se ta grešna narava nas res omejuje. In ko tako začneš gledati, če mi en otrok to naredi, pa veste, kako je dan se reveš zasvojen vsemi mogočimi ali dražljaji obremenjen in ti potem nekaj tazga naredi. No kako češ je temu zamiriti ali pa eni ženi ali pa možu? Jaz zmeraj pravim, ko prideta tudi oba, drug drugemu sta dan. Res, da ti je to še ena lepa izkušnja, to tudi tam, ki me je usekala do nule. In sicer je prišla žena, da njen mož je zasvojen s pornografijo in sta tudi, da sicer ležita skupaj, ona hodi na prenovo, ampak on je zdaj namenoma šel, da ne bojo poslušal, je šel na zbor in tam poje. In sta hodila tudi že na posvetovalnice na Sveto Goro, da so reševali to in je bilo stalno ta krivka. In da kaj ne naredi, da je tudi nasilen in da vsi otroci, kar ti je ne vem kaj. In pa dan rekli, ja, kaj če ne treba, če moža ni tukaj? Jaz res lahko nad vami molim. Jaz sem prepričan, da je ta vaš mož
velik dar tudi za vas, da razrešite svoje konflikte. In vam verjamem, da ne morate vi njemu odpustiti za vse tisto, kar vi vidite in kar delate. Začnite moliti, Jezus odpustimo vse nevedanje, da se res ne vede. Vse ima zgodovino tudi takšno. Tudi vi imate svojo zgodovino. In veliko krat se ranite ne po tem. Vse tudi vi mu sporočate s tem, da se to duhovno korakal pred njim, da vas on težko dohaja. Možje smo bolj narodni in ne more biti to duhovno zrel, zdaj pa vi mislite, da bo kar z vami plesal in dvigal roke. Jaz smo drugačni. Dojemte to, ne? In to njega omejuje. In normalno, da mora nekje veti izpuščati, ne? Če ne grejo z deci, pa šel pa na takšne načine, ne? Pa tudi vi se mu morate približati, ne? Neko zdaj, to je ena stvar in druga stvar, res pejte pa na kilo soli in ti se pa neste, po mesto smolijo za cizanata soljo in začnite s to kupati. To je edina stvar, jaz moram na zelino, veš na tri. Res gre ta žena kupi. In kaj se dogodi? 4 dni, da mu temo kuhati, da potem bo še hujše. Potem pa. Se nismo več slišali, rekli, to mi je potem pravilo. In da gledate pa še ta pričevalc, ki je napisal knjigo duhovnik med prostitutkami, je bil Štangar. In takrat so mene povabili tam, da pridem spovedovati na Emanuel, in so tudi imeli Domensko nagrado tu. In jaz pridem tam spovedovati in jaz vidim to ženo, pride tudi na ta večer. Videl sem, da je en prišel, sta se nekaj pogovarjali, sem mislil, da ta je možno. Ma nisem nič rekel, jaz sem samo rekel dobro večer in mi smo tam spovedovali. In jaz se tam spovedujem in kaj se je dogodilo? Prvi, ki je prišel v spoved, je prišel ta mož. In je bil zdaj tudi pred 2 dneva pri meni in rekel, ja, res je, da je tista sol začela v meni delovati. In tudi to pokoro, ki ste mi je dal, da ne je leto Romova na žena na Sveto Goro in da začneva znova, ne? Ste mi pogoji, kot in kaj je sveto leto in sva zaživela znova. In je se življenje spremenilo. In zopet, jaz dajem prednost ženi in ona meni, ker sem mu res razložil, da ta žena ti je dana kot dan. Ker sem tu že ženi prej povedal, zdaj pa vem še tebi. Ja, sta vi dva, ki je splanirala, ne, nisem splanirala s tvojo ženo, da te tako ne. Kako da si ti prišel na to dejanje? Ja, ne vem, nekaj me je gnalo, ne, da je prišel tam. Da to so te dotiki, ampak bistvo je res v tem, da moram vedno znova gledati bližnjega v tem, da ni on kriv. Navadimo se to, da bomo začeli opravičevati tistega, s katerimi živimo. Glede, kako pomembno je, da jaz vem, z kakšne družine prihaja nek otrok. Ker otrok sporoča to, kar se dogaja v družini. In če jaz poznam to družino, če sta se njegova tata in mama ločila, zdaj pravi, da še jaz zdaj tam na njega tulim, če jaz to vem, ali pa če že pristopam s tem namenom, da je sigurno se nekaj v tem družini dogaja, če ne bi bil tak otrok. In tak otrok potem rabi samo bližino, se pravi, ja vidim, da sem tukaj, sem zraven tebe, moram biti veliko krat zraven njega. In tako je tudi z našimi odnosi, z odraslimi, se nismo nič drugačni, da smo večni otroci, da moramo opravičevati. Zakaj je ta takšen? Ja, zakaj je ta svojo ženo prevaral? Ja, ni več zdržal, ne moram razlagati. Nekje vzrok je, ni samo on kriv, so tu različni dejavniki, ki do tega pripeljajo. To je greh. In takrat
takrat potem vidimo, ne, da ne obsojam več tega človeka, ampak greh obsojam. Da ni tista stvar. Sem bil dovolj? Ja. Je čisto, Petrovič. Ma kaj, že res večer je, zakaj? Naslednja enota, ne imate še, sem prepričan, da tisti, ki bo prišel za malo, da bo tudi od teh zakramentnih še dodatno pregovoril, ne. Sem prepričan, da tudi Sveti Duh bo deloval, da bo še tudi z drugih vidikov. Ker mislim, da je ta seminar predvsem namenjen temu, ne, da Sveti Duh bo deloval, če bo se tudi dobro spore to pravi. Da to je tudi res, da do naslednjega tedna Božja beseda je tista, ki mi pomaga. In vedno pravim, da evangeliji so dopolnitev vse pomaga. Se pravi, če je to vedno pri rokah, je to veliko, kar mi lahko pomaga, da živi normalno življenje.